Prav lep pozdrav, spoštovani novinarji, hvala, da ste se danes udeležili te naše novinarske konference. Spregovoril bom o 4 zadevah v zvezi z najbolj načelnim in poštenim človekom te države, dr. Gregorom Virantom. Letalske vozovnice, njegov obisk kot predsednika državnega zbora v Estoniji, možen oziroma nemožen obisk Komisije za slovensko zamestno po svetu v Argentini ter izginotje podpisov. Peto pa njegova preobrazba. Letalske vozovnice, to, kar se je sedaj pokazalo v medijih, torej jaz seveda verjamem tudi to, kar sem danes prebral v medijih, da je letalske vozovnice dobil tako, kot piše vse so dokumenti. On pa včeraj ni pokazal dokumentov. Kdaj je dobil te poceni vozovnice? Takrat, ko je imel nadomestilo ministrske plače in je bil z obema rokoma v marmeladi in še seveda dodatno dobil sredstva z honorarji za opravljanje del po, tako kot je sam rekel, po državah bivše Jugoslavije, torej dobro plačene z poceni avionskimi kartami. Sprašujem se, ali je kdo od vas, novinarji, dobil kdaj kakšno karto ali od državljank in državljanov za 100 evrov po Evropi in državah bivše Jugoslavije. Jaz nikoli. In seveda, očitno so to privilegiranci. Privilegiranci, torej podjetja, v prvi vrsti je to državno podjetje. Adria Airways, katero država do nedavkoplačevalci non-stop dajemo denar notri. Še več, celo torej revizija Evropske komisije poteka. In prav to je lahko tudi eden izmed razlogov, kjer bo torej potrebno vračati sredstva, ki so bila dana strani državnih pomoči. Drugo, veste, če opravljaš temeljne naloge države, za temeljne naloge države je normalno, da s tem nastajajo neki stroški. Temeljna naloga države je bila tudi takratnega predsednika državnega zbora gospoda Viranta, da je potoval v Estonijo. Ampak ni temeljna država naloge, da se zraven njegovega potovanja naredi tudi damen program. Pa ne zato, ker bi Estonci prosili, da si gospod pripelje sabo. Zato, ker je on prosil Estonce, da bi si gospod pripeljal sabo. Dopis, ki je ravno na veleposlaništvo Republike Slovenije v Estonijo, strani državnega zbora, sem vam dal in ga imate v sebi in boste videli. Zakaj gre? Temeljna naloga države, tudi komisije za slovensko zamestno in po svetu, je bila obiskati naše rojake na južnem polu. Vendar, kar se ni dalo dopovedati, ker je seveda bilo bombastično strani vodstva državnega zbora in strani tudi generalne sekretarke zavajanje kolegija državnega zbora, obelodanjeno, da je karta za pot Južno Ameriko 4700 evrov, ekonomski razred pa 1100 evrov. V državnem zboru rabimo skoraj 2 meseca naprej naročiti karto. Jaz vam pa pokažem dokument, kjer smo 9. novembra, kjer smo 24. septembra pa vprašali za možnost nakupa karte iz Benet do Buenos Airesa. Na pot bi šli 9. novembra in smo dobili ponudbo za 623,67 evra. Torej, bistveno manj po osebi, kot je stala karta, ko sem sam preko državnega zbora potoval v Nemčijo na obisk srečanje slovenskih skupin in slovenskih učiteljev celotne Nemčije.
Skratka, gre za dvojna merila in za v bistvu lov na čarovnice na eni strani, ker dr. Gregor Virant se je odpovedal, se spomnite tudi o avtomobilu in tako dalje. V redu in prav. Po drugi strani pa seveda na drug način izkorišča vse bonitete, ki mu jih je funkcija prinašala, kar pa seveda ni prav. Izginotje podpisov, skoraj pol leta je minilo od tega, takrat je bil predsednik državnega zbora, danes je notranji minister, torej vse instrumente je imel takrat in sedaj dodatno v rokah, pa nič od tega ni naredil, torej kje so podpisi ostali, ker očitno ima tudi tukaj prste blizu marmelade. Kako je postal kvazi deklarirani liberalec čez noč socialist? A se spomnite, v prejšnji koaliciji smo sprejeli ZUJF, smo sprejeli zakon o holdingu, slabe banke in tako dalje, katerega nosilec je bil njegov ta prvič mož, ideolog njegove stranke, dr. Šušteršič. In s tem se je tudi koalicija strinjala. Dr. Šušteršič je očitno delal zelo dobro, ker so bili ti ukrepi sprejeti tudi v Evropi. Danes popolnoma vse to ruši. Ali obrnil se je za 180 stopinj. Poziv naš je v dve smeri. Eden je tako predsedniku protikorupcijske komisije gospodu Klemenčiču, z dr. Virantom imata dobro relacijo, dr. Virant je bil prvi obveščen o poročilo protikorupcijske komisije, hkrati sta imela novinarsko konferenco skupaj, da sedaj preveri, torej vse okrog tega in dr. Virantov, ki je v tem trenutku notranji minister, da torej kriminalisti pogledajo, kaj se je s tem dogajalo. Vendar ne tako, kot pri izginotih podpisih, da v 6 mesecih se nič ne zgodi. Drugi naš poziv pa gre v naslednji smeri in sicer vse poznamo tole, ne? V vsaki slabi zgodbi ali vsakem slabem dejanju, ki se pa zaradi nečesa mora zgoditi, je tudi nekaj dobrega. Adrian, jaz predlagam, da izdam enosmerne avionske karte za Antarktiko, mogoče po 40 €. To bo daleč najboljša naložba za naše državljanke in državljane, da gospod dr. Virant in Zoran Janković skupaj z največjim strokovnjakom za slovensko gospodarstvo odpotujejo na Antarktiko in tam opravijo svoje dele zraven pingvinov. Hvala lepa. Mogoče glede tega v Estonijo, ki ste omenili, kako je bilo potem na koncu? Je dejansko šla tudi soproga z njim, ali kako je bilo to? Sej, veste, epilog, ki se je zgodil, se je zgodil zaradi tega, ker so pač Estonci očitno malo čudno pogledali. Predsednica estonskega parlamenta, koliko vem, je fizik, je astrologinja, je gospa preko 60 let in koliko vem, je tudi sama. Torej, nima partnerja. Vse se je dalo veriti in potem seveda se to ni izkoristilo, ampak ni pomembno. Jaz sem sicer povprašal nekaj slovenskih diplomatov, že od takrat naprej, ko sem za to pač zvedel, ker sem tudi dobil depeše kot predsednik Komisije za Slovence za mesto in svetu. In takšnega zaprosila me da v samostojni Sloveniji še
ni bilo. Skratka, dvoličnost in na eni strani, na drugi strani lovno čarovnice in lepo opravljanje temeljnih nalog države. Ko govorite o liberalcu in socialistu, govorite pač tudi o sodelovanju v dveh popolnoma nasprotujočih si programsko vladah, če vas prav razumem. Ja, sem rekel 180 stopinj, ne? Iz ene na drugo. Ampak, veste, to še bi človek nekako razumel, ne? Če bi ta program pripravljala ena izmed drugih političnih strank, ne pa njegova. Če bi to delal nek minister, ne? Ki se mu je vsililo, ne pa minister, ki je za njim on stal in je bil številka 1. Ne? Sedaj se seveda vidi, ne? Kakšne so druge njegove ekipe na 5-dnevni rok. Še kaj?